Živijo vsem! Danes se bomo potopili v svet kovin in odkrili, zakaj so tako pomembne za sodobno tehnologijo. Ostanite z mano, morda boste presenečeni, kako zelo ti svetleči in trdni materiali oblikujejo naše življenja. Najprej se pogovorimo o električni prevodnosti. Kovine so odlični prevodniki električnega toka. Njihova atomska struktura omogoča elektronom, da se prosto gibljajo, zaradi česar so idealne za električne napeljave in elektronska vezja. Vzemimo za primer Baker, eden najboljših prevodnikov, zato ga tako pogosto uporabljamo v električnih kablih. Naslednja je toplotna prevodnost. Kovine lahko hitro prenašajo toploto, zato jih uporabljamo v toplotnih izmenjevalnikih in kuhinjski posodi. Tukaj izstopa aluminij. Je odličen prevodnik toplote, zaradi česar je idealen za uporabo tam, kjer je potrebno hitro odvajanje toplote. Ne pozabimo na duktilnost. Kovine lahko raztegnemo v tanke žice, ne da bi se zlomile. To je posledica sposobnosti njihovih atomov, da drsijo drug mimo drugega, hkrati pa ohranjajo povezanost. Zlato in Baker sta odlična primera. Sta tako duktilna, da lahko iz njiju naredimo izjemno tanke žice. Še ena kul lastnost je kovnost. Kovine lahko upogibamo, stiskamo ali oblikujemo v različne oblike, ne da bi se zlomile. To je zelo uporabno za obdelavo tankih plošč kovine. Pomislite na srebro in svinec. Sta zelo kovna in ju lahko enostavno oblikujemo v kompleksne oblike. Zdaj pa se pogovorimo o mehanski odpornosti. Kovine so nasplošno močne in trpežne, sposobne prenesti zunanje sile brez trajnih deformacij. Jeklo je še posebej znano po svoji mehanski trdnosti, zaradi česar je priljubljen material za gradnjo stavb in vozil. Gostota je še ena pomembna lastnost. Kovine imajo običajno relativno visoko gostoto, kar pomeni, da so težje od materialov, kot sta les ali plastika. Svinec je zelo gost, medtem ko je aluminij manj gost kot druge kovine, kot je železo. In kdo bi lahko spregledal kovinski lesk? Kovine so običajno svetleče, ko niso oksidirane ali poškodovane in lepo odbijajo svetlobo. Srebro, baker in jeklo so znani po svojem sijaju, pogosto jih uporabljamo v estetske namene. Nekatere kovine, kot sta nerjaveče jeklo in aluminij, so odporne proti koroziji in oksidaciji. Zaradi tega so odlične za uporabo v zahtevnih okoljih, kot so pomorske ali industrijske aplikacije. Nerjaveče jeklo je še posebej odporno proti rjavenju zaradi prisotnosti kroma, ki na površini tvori zaščitno plast. Veliko kovin ima visoka tališča, kar pomeni, da potrebujejo zelo visoke temperature, da se iz trdnega stanja spremenijo v tekoče. Wolfram ima na primer izjemno visoko tališče, zaradi česar je dragocen v visokotemperaturnih aplikacijah. Elastičnost je še ena ključna lastnost. Kovine se lahko po deformaciji vrnejo v prvotno obliko, zaradi česar so idealne za vzmeti in druge naprave, ki morajo prenesti različne sile. Jeklo z visoko elastičnostjo se pogosto uporablja v vzmeteh in opremi, ki se mora vrniti v prvotno obliko. Nazadnje se dotaknemo še kemične reaktivnosti. Nekatere kovine so zelo reaktivne, kot sta natrij in kalij, medtem ko so druge, kot sta zlato in platina, zelo odporne na reakcije z drugimi elementi. Zlato ne oksidira zlahka, zato ostane svetleče in nerjavi, za razliko od železa, ki hitro oksidira in tvori rjo. Če povzamemo, kovine so neverjetni materiali z edinstvenimi fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi. Te lastnosti jih delajo nepogrešljive v številnih industrijskih aplikacijah, od gradnje stavb in vozil do elektronike in izdelave orodij. Njihova vsestranskost in trpežnost delata kovine enega najpomembnejših virov za sodobno tehnologijo. Hvala za ogled. Ne pozabite všečkati, se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da ne zamudite nadaljnjih fascinantnih raziskovanj sveta znanosti in tehnologije. Se vidimo naslednjič.